Dober dan, od srede do srede. Kaj danes počneva? Žabe kuhava. Dobro si nastavil. Ja. Dajva v kulinariko. Ne? Se pravi, predsednik vlade Janez Janša se je odločil, da ravnanje medijev, ki napadajo vlado, ki si izmišljujejo in tako naprej, primerja s kuhanjem žabe in potem tudi razloži bralstvu svojega zapisa na spletni strani Vlade Republike Slovenije, da pravzaprav ne gre za to, da bi bila žaba vlada, pač pa gre za to, da se kuha ljudstvo kot celoto. Nastavke za te svoje misli je nabral na seminarjih, ki se jih je udeleževal v tujini, sklicuje se na svetovalce kanclerja Helmuta Kohla, pokojnega nemškega kanclerja, in na hudobno početje revije Der Spiegel v odnosu do kanclerja Kohla, zaradi česar je kancler Kohl tudi rekel, da časopisov ne bere več. Tako, meni je vseeno ta metafora o kuhanju žabe precej zgrešena. Kako si pa ti bral ta zapis predsednika vlade Janše? Ja, ali jaz v resnici prav podrobno tega bral nisem in sem pa preletel. In to z zelo preprostega razloga. Jaz Janši na tej ravni več kot toliko pozornosti ne nameravam posvečati. Tisti highlight oziroma tiste izpostavitve, ki jih je vredno tam opaziti, je to, da je popolnoma brisal pojem javnega prostora in za osrednjo komunikacijsko sredstvo, torej prav nov javni prostor vzpostavil Twitter. Celo utemeljil je s tem, da je naš veliki novi vzornik 21. stoletja pač Donald Trump in njegov twitterski uspeh. Ampak jaz se te igre ne grem. Jaz sem privrženec ustavne demokracije in pa javnega prostora, umne države, in me ne zanima, če Janša pošilja zdaj slike sebe in svojih otrok in zraven duhoviči, kdo rabi frizerje in kdo ga pač ne more rabiti. Jaz bi to, kar je storil, označil za zavržno, spet za zavržno, za nevredno državnika, bolj za šefa rokovnjačev, ki upravlja z močjo, ne razume pa države v ničemer in je državi nevaren. Bolj bi to vzel v kombinaciji z tem, kar je naredil zunanji minister, ki spet ni zunanji minister, ampak je predstavnik naše države, s tem, ko je opljuval in na nek način diskreditiral pravosodje. V kombinaciji obojega bi ugotovil, da se splača državljanom spet v roke vzeti ustavo, si jo prebrati in videti, v katerih členih ena od vej oblasti oziroma neki partikularci ene od vej oblasti, ki se ji reče izvršna, se pravi, to so ljudje, ki bi morali izvrševati voljo ljudstva, voljo parlamenta in sploh države, jemljejo v roke vse vajeti, se obnašajo, kot da so despoti, kot da jim despotizem pripada, kot da lahko oni povedo, kaj ta država je, kako mora funkcionirati in kaj je v njej narobe. Njihova naloga niti pravica ni, da ugotavljajo, kakšen je status medijev, kakšen je status pravosodja, ampak da izvršujejo voljo parlamenta. In mi se v bistvu zaustavljamo preveč na tem, da je Janša naš sogovornik. On ni naš sogovornik, on je sogovornik parlamenta. In to zelo slab sogovornik, nevreden sogovornik, in iz strani zaskrbljenega državljana ali pa zaskrbljenih državljanov bi veljal poziv parlamentu, naj ga vendar že odstavi. Moj vtis pa je, da morda si pa predčasnih volitev pravzaprav želi, ker z nekaterimi potezami pravzaprav zelo odganja svoje koalicijske partnerje stran od sebe. Težko bo tako Desus kot SMC kot konec koncev tudi Nova Slovenija upravičila svoj obstoj pred svojimi volivci, če bodo soočeni z takimi potezami zasede.
Poteza iz zasede je za moje pojme to, da minister za zunanje zadeve Anže Logar komisarju za pravosodje v Evropski komisiji pošlje svoje osebne poglede na stanje v slovenskem pravosodju. Ti njegovi osebni pogledi so pa v marsičem zelo različni od sicer zelo obsežnega in natančno strukturiranega na vprašalniku temelječega poročila, ki je nastal v neki zelo poglobljeni medresorski dejavnosti, v katero so vpete vladne inštitucije, pa tudi inštitucije sodstva, se pravi Vrhovnega sodišča. In da tako temeljito medresorsko poročilo diskreditiraš z prostim spisom, v katerem navaja svoje osebne zelo površne zaznave, pa v to vključiš številne spine, je, po mojem, za koalicijske stranke počasi postaja nevzdržno. Jaz bom citiral najnega cenjenega kolega Vlada Miheljaka, s katerim se je dal krasno polemizirati še v tistih časih, razsvetljenskih časih, kjer je bila polemika nekaj častnega, ne pa nekaj sovražnega. No in Vlado Miheljak je enkrat za take modele, kot je zdaj naš zunanji minister, ki ne ve točno, kaj pomeni ta funkcija, rekel, za tako dejanje je označil kot samomor iz zasede. To je nekaj, kar bi danes moralo biti samomor iz zasede, pa sploh ni več samomor, ampak je inauguracija neke nore politike. In zdaj, če so že pri ezopskih prispodobah, ki si na začetku upeljal na eno debato skozi žabo, se takoj spomnil na ezopsko basen o žabi in o škorpijonu. Jaz mislim, da Janša ni toliko pameten, da bi on odganjal svoje koalicijske partnerje iz koalicije, da mu sploh ne nese do tja. On namreč preprosto je to, kar je Žižek po Ezopu enkrat povedal, on je škorpijon, ki milo z solzami na očeh prosi žabo, daj me vendar peli čez reko, in ona reče, se nisem nora, saj me boš pičil in bom crknila. In on reče, ne, tega nikoli ne bom storil, saj veš, zanesi se na mojo besedo, jaz sem človek časti poštenja, jaz sem osamosvojil Slovenijo. In potem žaba se ukloni in reče, v redu, naj ti bo, in ga da na rame, pelje čez Savo in on jo piči in oba utoneta, pa reče, zakaj si pa to naredil, pa reče, tak pač sem. Jaz mislim, da je to njegov karakter. Škorpijon reče, tak sem, moram drugač. In to je tisto, kar je srhljivo, da, dobro, to je na neki točki lahko smešno, ampak mi smo pa zdaj v položaju, ko smo ukleščeni med klešče tega škorpijona. Mi smo naenkrat postali plen tega škorpijona. In se ne moramo pogovarjati zdaj več na tak način, kako bomo nek argument izdelali, kako bomo pojasnili, da ne bomo užalili našega predsednika, velikega vodja. Mi moramo preprosto reči, oprosti, ti nas ogrožaš, prosim, spokaj in pojdi. In vsi koalicijski partnerji, oprosti, tukaj je igre konec. V trenutku, ko se jaz kot svoboden državljan, kot svoboden človek začnem počutiti za nepotrebnega, zato ker me tako obvesti predsednik vlade in reče, mediji niste za nič, zdaj bomo pa samo še tvitali. Vi lažete, vi ste fake news in to reče eden, ki je notorični lažnivec oziroma ki se ga mogoče ujeti na laži najmanj tolikokrat na dan kot Donalda Trumpa. Oprosti, tukaj je pa razlog za neko, kako ne rečem, izvrševanje poslanstva medijev kot četrte veje oblasti, kar on seveda prezira, kot nadzorne veje oblasti in reči dobesedno Bobu Bob. Ker to je natanko argument populistov. Recimo Bobu Bob, pa dajmo igro obrniti, pa mi recimo Bobu Bob. Kot mediji. Ampak praviš, da v tej fabuli torej je žaba, ampak ni žaba, ki se kuha, pač pa žaba, ki jo škorpijon piči. Ta žaba je v tem primeru so koalicijski partnerji. To je nekaj, kar njega nosi čez rumeno reko, ali pa čez Savo, rečemo, da se bo po slovensko slišal, in jih je pičil, oni se bodo utopili, oni niso na trgu, če se ekonomistifikacijsko, dipijovsko izrazim, oni na trgu politične ponudbe niso vredni popolnoma nič več. Oni so potrošna roba.
Ja, ampak mislim, ideja, ne, da pravzaprav ta vmesni prostor med politikom pa državljanko, državljanom, ne, vmesni prostor, imenujva ga javnost, imenujva ga mediji, imenujva ga javno občilo, imenujva ga forum javne razprave, da ta prostor brišeš, pa vzpostaviš neko neposredno komunikacijo med državnim vodstvom, med vlado pa ljudmi. Jaz s tem nimam nobene težave, ne? Če predsednik neposredno komunicira. Ne? Vendar, to ni problem. To ni problem. Ne? Hec je o tem, da hoče vmesni prostor brisati. Ne? To brisanje vmesnega prostora pa mene zelo spominja na ta znani stavek Margaret Thatcher iz začetkov neoliberalne revolucije, ne, ko je rekla, družba ne obstaja, ne, sprav, ni vmesnega prostora, so samo posamezniki, ne, ni pa povedala drugega dela stavka in smo mi, ki smo modro vodstvo te skupnosti. Družbe pa ni. Ja, točno tako, ne. Poglej, ko je pred leti, ne vem koliko let, zdaj čas, ko hitro teče, da človek ne more slediti, ampak še ni tako dolgo, ko so prišli 3-4 sfanatizirani muslimanski teroristi, v resnici so bili pa to parižanski zdolgočaseni mulci, ne, nekega etničnega porekla in so začeli streljati v Charlie Hebdo. Ne. Veš, jaz se v tem trenutku počutim natanko kot nekdo, a ne, veš, ko so rekli, nous sommes Charlie Hebdo, vsi smo zdaj Charlie Hebdo, ne? In jaz bi zdaj rad isto rekel, ne? Ko so moj Šetinc Pašek, ne, obtožili za odsluženo prostitutko, a ne, in se to potrdilo, kot to je dovoljeno, in če predsednik vlade misli, da neko kolegico lahko na ta način užali, potem sem jaz Mojca Šetinc Pašek v tem trenutku, zaradi tega, ker se to najmanj pa v imenu razsvetljenstva ne sme dogajati. Lahko se mi obmetavamo v nekih pouličnih bojih, ampak v statusnih, državniških razmerjih, med vejami oblasti in pa med javnostjo, med družbo, ki v bistvu, civilno družbo, ki v bistvu na nek način nadzira oblast in tako naprej, se pa take besede ne smejo izgovarjati. In če to dobi potrditev še z najvišjih vrhov sodišča, naj se tukaj ustavim, da ne bom kritiziral sodišča, ne, ker sem se odločil, da ga pač priznavam, ampak je pa nespodobno, da se pri teh zadevah nekdo sklicuje celo na razsvetljenstvo. Ne. Torej, ta način debate, v kateri se svoboden človek ne počuti več svobodenega, se počuti ogroženega, se počuti prizadetega po nekih žalitvah nekih ljudi, ki so evidentno primitivni, evidentno ne pašejo v politiko in imajo evidentno rokovnaške metode, ki nikakor ne sodijo v pojem opisa državnosti, to je treba povedati natanko tako kot Bobu Bob, kot tudi oni trdijo, da govorijo Bobu Bob. Logar je natanko to rekel, dajmo povedati, da je slovensko pravosodje natanko to, kar je, da so mediji natanko to, kar so, če ima on to pravico reči, potem imamo tudi mi pravico reči, dragi Logar, si na bremenih naših davkov, spokaj, ne? Pojdi stran, ne? Mi plačujemo za tebe, ti pa svojega posla ne opraviš, ker ne bereš ustave. Tako einfach je to, ne? Omenil si presojo Vrhovnega sodišča, manj znano dejstvo je, da sta dve sodnici iz 5-članskega senata vendarle se odločili napisati ločeno mnenje, ne? Kar pomeni, da je ta presoja Vrhovnega sodišča sprejeta z rezultatom 3-2. Členitev je zanimivo po spolu. Hkrati pa je po mojem vedenju zadevi usojeno oziroma bo zadeva doživela svoje nadaljevanje na Ustavnem sodišču. Lahko se nam zgodi tudi, da bo čez leta Evropsko sodišče za človekove pravice imelo priložnost povedati, pravzaprav, kaj si misli o tem, če zelo visok politik v eni državi nameni novinarjem take žaljivke, kot si je to privoščil gospod Janez Janša. Tako da
če tudi je zadeva epilog dobila na Vrhovnem sodišču, je treba po mojem to prekvalificirati v etapno peripetijo in počakati na to, da se standardi postavijo bodisi na Beethovnovi, bodisi v Strasbourgu, zlasti zato, ker imamo tukaj dve ločeni mnenji članic senata, ki je sprejela sodbo, kakršna pač je. Ja, drži, se strinjam, namreč tukaj ne gre za neko poulično dogajanje, ki ga vsi poznamo iz svojih življenj, zasebne narave ali pa nekaj hobsovskega, tako leviatanovskega, nekaj prigodnega vsakodnevnega, ampak tukaj gre za neko državo, tle gre za to, da je nek politik nekomu, katerega služba je to, da ga nadzira, izrekel tako žaljivko. Se pravi, politik ne more biti politik, če novinarju izreče tako žaljivko. Ne more in ne sme biti, ali pa ne more biti nekaznovan. Zato gre. Se pravi, tukaj ne smemo mešati nivojev, veš. In tukaj je šla stvar preprosto predaleč. In kar bi nas pa radi naučili, je pa ne to, da je bilo to nekaj ekscesnega, pa rečeš, v redu, vsakemu se zgodi, se upraviči in gremo naprej, ali pa sprejme pač posledice, ampak ne, poskušajo sistematizirati tako držo v obliko neke hegemonije. Poskušajo preprosto povedati, cela Slovenija, ves pravni sistem, ves parlamentarni sistem in ves družbeni oziroma civilno-družbeni sistem ne razume in zdaj moramo mi povedati, kaj je prav in kako se to razume, kako to je. In ne razumemo, kako da oni ne razumejo, da samo mi to vemo, oni pa ne. Mislim, to so sporočila 21. stoletja, oprosti. Ne, niso to sporočila 21. stoletja, to so sporočila, ki v 21. stoletju ne bi smela vzdržati. Ta izrecna referenca na politiko Donalda Trumpa, na delovanje Donalda Trumpa, ki vidi delanje politike na način, da se neposredno prek Twitterja v skrajno enostavnih, tudi vulgarnih, tudi žaljivih, primitivnih in tako naprej formulacijah, ki obsegajo po 150 ali pa malo več črk, oglaša državljankom, državljanom. To, kot sem zaznal, naš premier vidi kot model politike za prihodnja desetletja. To, da si je pa tak vzor izbral, me pa čudi. To je pravzaprav edini logičen za njega, ker sta iste krvne skupine, ampak če tako rečemo, človeški organizem ali pa družba kot vsota ljudi, tudi kot en poseben organizem, ima neke družbene zakonitosti, ima neka pravila, ki so pisane in so nepisane, ampak držijo. A veš, in zdaj prevzeti metodo Trumpovo, pa rečeš, lejte, vi ste sicer zdravniki, pametujete, ne vem, če dobro veste, kaj znate ali pa sploh ne znate in tako naprej, ampak jaz sem pa pameten, lejte, jaz takole malo razmišljam po noč, ko imam še zalaufane možgane, pa razmišljam, zakaj ne bi vi v žile dali malo varikine, pa bomo mi rešili problem koronavirusa. To je ta tip politike, hojla dra čez palca, da potem se pa naslednji dan, ko ga nekdo spomni, kaj je povedal, pa reče, to je pa fake news. In to je taka enocelična družbena postavitev, ki ima neverjetno durabilnost. Zakaj? Seveda, to pa je zdaj eno zelo zanimivo vprašanje in o tem se da doktorat napisati, zakaj je to tako. Sigurno, da to seže nazaj v obdobje neke druge hegemonije, ko ljudje za zelo komplicirane situacije rabijo zelo enostavno vprašanje, ampak ti populisti jih imajo. Ampak Slovenija vendar ni Amerika. Amerika že zato ni, ker ima urejen javno zdravstveni sistem. In se mi zdi, da nekaterih pridobitev, ki jih je Evropa vendarle priskrbela svojemu prostoru skozi 200 let, 300 let, vendarle ne smemo kar tako zapraviti zdaj v enem, dveh mandatih. Bo težko, ampak tih pa pač ne smemo biti in pač tudi ne bomo. Dobro, toliko za to sredo. Naslednjo sredo, kdo ve, kje se vidva, morda prek tele naprave, morda pa v živo. Drži. Hvala.